Spanje je nujno za preživetje, sliši se pretirano, a še zdaleč ni. Je namreč najučinkovitejši način vsakodnevnega uravnavanja tako telesnega kot duševnega zdravja, zato je med spanjem in kakovostnim življenjem tako rekoč enačaj. Kaj vse lahko povzroča kronično pomanjkanje spanja in zakaj je povezano s povečano umrljivostjo, obolevnostjo ter stiskami in psihičnimi motnjami? Odgovore pozna Brigita Zupančič-Tisovec, razvojno-raziskovalna sodelavka z NIJZ. Dober dan. Spanje je tih objem noči, ko se telo regenerira in duša najde svoj mir. Upam, da ste naspani. Sem, hvala. Spanje pravzaprav ni izbira, pravimo, da je nuja. Kako je mogoče, da zanemarjamo nekaj, kar od nas v nasprotju z recimo telesno dejavnostjo ne zahteva prav nobenega napora, preobratno? Kar veliko razlogov je, o katerih bi zdaj lahko spregovorile, pa če jih na kratko strnim, potem bi rekla, da veliko spanja odnesejo novodobne elektronske naprave, raba mobitela, tablic, računalnikov, stalna dostopnost do različnih socialnih omrežij, občutek, da izgubljamo, če nismo ves čas v stiku, ki je pravzaprav lažen. Pa potem zelo pomembna sta stres in tesnoba, namreč ta preobremenjenost z obveznostmi, ki povzročajo različne skrbi in duševne stiske, pogosto vodijo v prekomerno razmišljanje pred spanjem in to zelo moti naše spanje. Potem naš preobremenjen urnik, Slovenci smo deloholiki in delo, šola, dodatne obveznosti, nočno učenje, nočno delo, vse to močno vpliva na naše spanje. Se pravi, omenila sem že tudi to našo kulturo produktivnosti, ki daje občutek, da je spanje pravzaprav izguba časa, kar sploh ni res, ne. Seveda na spanje vplivajo tudi kofein, pa drugi različni stimulansi, različne energijske pijače močno motijo. Na spanje pa sami vplivamo tudi s tem, da ne poskrbimo za reden spalni ritem. To je spanje, ko hodimo spat ob različnih urah in telo pravzaprav zmedemo in je spanje lahko zelo moteno. Pa tudi zato, ker spanje ne znamo umestiti na primerno mesto. Spanje za nas je pač vsebina, o katerih ne razmišljamo. Življenje si ne organiziramo tako, da bi v resnici dobili dovolj ur spanja kvalitetnega. Ne razumemo, da je naložba, recimo. Tako, nekaj samo po sebi umevnega, kar pravzaprav sploh ni res, ne. In potem ne znamo niti poskrbeti za primerno okolje, v katerem bi lahko spali, se pravi, naše spalnice so pogosto obsevane s to modro svetlobo mobitelov ali pa z različnimi pridušenimi lučmi, z različnimi zvoki, ki motijo. Vse to vpliva na to, da Slovenci ne poskrbimo za dovolj dolgo spanje in ne poskrbimo za dovolj kakovostno spanje. Ker spanje je več kot le pasivno počivanje, je aktivna regeneracija, med katero se dogaja nekakšna obnova možganov in telesa, ki se v budnem stanju preprosto ne more. Hkrati uravnava čustveno, duševno in hormonsko ravnovesje. Bi lahko, prosim, o vseh teh naštetih procesih povedali več in lahko ste tudi bolj plastični, nekako ekspresivni, da nam boste dali misliti? Hvala, zelo vesela sem tega vprašanja. Namreč promotorji urejenega spanja izhajamo iz nespornega in v znanosti neštetokrat dokazanega dejstva, da je spanje ključno za telesno in duševno zdravje in socialno blagostanje vsakega posameznika. Med spanjem se namreč v telesu sproščajo različni hormoni, naj omenim rastni hormon, ki je ključen za obnovo celic, ki je ključen tudi pri celjenju tkiv in rasti mišic. Potem raziskave kažejo, da pomanjkanje spanja oslabi imunski sistem in poveča tveganje za bolezni, kot so na primer srčno-žilne bolezni, sladkorna bolezen tipa 2, debelost. Spanje omogoča tudi konsolidacijo spomina in boljšo sposobnost učenja. Med spanjem se namreč možgani očistijo različnih toksinov, naprimer beta-amiloida, tau in drugih beljakovin, ki normalno nastajajo v možganih vsakega posameznika
in se odplavljajo v času našega globokega spanja. To je, bi rekla, nujna regeneracija možganov po vsakodnevnem naporu. In če se do tega ne pride, je povečano tveganje za razvoj nevrodegenerativnih bolezni, kot je na primer demenca. Potem kronično pomanjkanje spanja povečuje tudi tveganje za pojav simptomov anksioznosti, depresije, drugih duševnih motenj, ker spanje nenazadnje pomembno vpliva na amigdalo in prefrontalni korteks, spravi na ta center za uravnavanje čustev in na našo presojo. Pa rada bi omenila tudi to, da ljudje z neprespanostjo sprejemajo slabše odločitve in počasneje odreagirajo in so bolj dovzetni za različne nesreče. In recimo vozniki, ki niso spali več kot 20 ur, že kažejo podobno slabšo odzivnost kot nekdo, ki je pod vplivom alkohola. Spanje torej sploh ni razkošje, je nujna biološka potreba in to enako pomembna, kot sta hrana ali pa voda. Delno ste mi že odgovorili, pa vendar, če nekako strneva, kaj po eni strani izgubljam in pa po drugi tvegam. Če dan za dnem spim vsega recimo 6 ur, namesto za odrasle priporočenih od 7 do 9. 6 ur spanja na noč lahko vodi do na primer zmanjšane pozornosti, potem počasnejših reakcij, do slabše sposobnosti reševanja problemov. Študije na primer so pokazale, da če 2 tedna spanja po 6 ur na noč spimo, se v možganih povzroči enake kognitivne okvare, kot če bi to primerjali z 2 popolnima nočema brez spanja. To manj kot 6 ur pomeni kar močno vpliva na naše možgane. Potem redno spanje manj kot 6 ur je povezano z večjim tveganjem za bolezni, kot sem prej omenila, za debelost, sladkorno bolezen, pa pojavnost visokega krvnega tlaka, bolezni srca in ožilja in pa možgansko kap. Hkrati pa pomanjkanje spanja ves čas povečuje, že prej sem omenila, da spanje vpliva na hormonsko ravnovesje in glede na to, da sem prej omenila rastni hormon, izpostavila bi pa zdaj izpostavila raven kortizola, ki se pri pomanjkanju spanja, se pravi stresni hormon, je pri pomanjkanju spanja ves čas povišan. S tem pa se potem povečuje tudi tveganje za razvoj različnih duševnih simptomov in motenj. Pa mogoče še to, kratka obdobja spanja zmanjšujejo delež globokega spanja in spanja v REM fazi, ki pa sta ključna za obnovo tako telesa kot možganov. Vse to pa lahko vodi potem do utrujenosti in slabše regeneracije. Priporočena dolžina spanja je odvisna od starosti. Novorojenčki, dojenčki, malčki, predšolski otroci praviloma niso problem, osnovnošolci pa že. Sploh, ko stopajo v najstništvo. Če pogledava mladostnike, verjetno se jim zdi, da bi z manj telefona na račun spanja kaj zamudili, kako jih pravzaprav prepričati, jim dopovedati, da jim svet ne bo ušel. Ja, to je kar naša pomembna funkcija starševstva. Pri mladostnikih gre za ta občutek fear of missing out, se pravi strah, da boš kaj zamudil, če ne boš ves čas na telefonu. In pri mladih je to izjemno prisotno. Pomembno je, da jim ne prepovedujemo, ampak da jim ponudimo izbire. Naprimer, pri mobitelih uporabo različnih orodij in rutin, naprimer, ne vem, lahko se vklopi funkcijo Night Shift, tako da mobitel oddaja čim manj te nizke modre svetlobe, vsaj 60 minut pred spanjem. Ali pa, da se nastavi samodejne omejitve, naprimer pri Snapchatu se to da, ali pa pri Instagramu, da se aplikacija izklopi določen čas pred spanjem. Seveda pri mladih ni dovolj, da jim določene stvari samo razlagamo, ampak je pomembno, da smo starši za zgled,
ker namreč tako tudi vzgajamo in se mi zdi, da je zgled še močnejše sredstvo kot sama teorija. Zato se mi zdi, da je prav, da se ustvari en ritem in ena družinska kultura. Se pravi, če to velja za mladostnike, velja tudi za starše. Naprimer, družina se lahko dogovori, da se mobitele ne polni v spalnicah, ampak v dnevnem prostoru ali pa v kuhinji, in tam se polnijo vsi mobiteli in tako recimo že umaknemo eno možnost iz spalnice tako otrok kot nas staršev. Prav pa je torej tudi, da jim ponudimo določene alternative. Poskrbimo za kvalitetne knjige, poskrbimo mogoče za meditacijo ali pa za kakšne zvočne posnetke, ki jih naši mladostniki lahko pred spanjem poslušajo, z namenom, da kvalitetno preživijo ta čas pred spanjem. Z jesenjo in zimo ter s premikom ure nazaj se dnevi krajšajo, kar pomeni, da se melatonin, to je hormon, ki uravnava spanje, začne sproščati prej. Ta zgodnejša tema je dobrodošla za spanje, ne pa tudi za človekovo notranjo biološko uro, imenovano cirkadiani ritem. Nekakšna past nastane, bi lahko rekli, krajši dnevi spodbujajo k spanju, a manj dnevne svetlobe ima lahko tudi negativne posledice za naše zdravje, drži? Ja, res je. Pride lahko do spremembe cirkadianega ritma. Se pravi, te naše biološke ure oziroma telo se ravna po dnevno-nočnem ritmu, ki je močno odvisen od svetlobe. Manj svetlobe lahko zmede notranjo uro in povzroči motnje spanja, slabšo koncentracijo, tudi utrujenost. Pomagamo pa si lahko z ohranjanjem rednega urnika spanja. In da poskrbimo, da je zjutraj dopoldan čim več svetlobe in zvečer svetloba, ki je pridušena, in se izogibamo že prej omenjeni modri svetlobi. Seveda je zaradi pomanjkanja svetlobe, torej lahko večja pojavnost nekaterih sezonskih depresij, rečejo, slabša motivacija je za telesno dejavnost, seveda, pride pa lahko tudi do teh hormonskih sprememb, ki potem povečujejo apetit in telesno težo, pa še kaj bi lahko našteli. In raven serotonina pravzaprav upade, v kolikšni meri lahko potem vse to uravnavamo z več rekreacije na dnevni svetlobi, seveda? Lahko zelo, bi rekla, da kar z zdravim življenjskim slogom v celoti lahko zelo dobro vplivamo na to pomanjkanje, ki ga povzroči manj dnevne svetlobe. Se pravi to, da imamo reden urnik spanja, da je urejen urnik spanja, da redno in načrtovano izvajamo telesno dejavnost, da poskrbimo ne nazadnje tudi za zdravo prehrano in redno predelovanje stresnih situacij, pa preživljanje časa v družbi z ljudmi, ker smo ljudje ne nazadnje socialna bitja in ta prava druženja potrebujemo. Morda za konec še to bi rekli, da je kronično pomanjkanje spanja v družbi postalo nekakšna nevidna epidemija. Ja, zelo se strinjam. Javnozdravstveniki radi rečemo, da izjava kakega pomembneža, ki pove, da spi 4 ure na noč, v določenem delu kar podre naš trud in naše delo, ker namreč Slovenci se radi zgledujemo po uspešnežih. In mi si pa želimo v resnici razložiti, da je zelo majhen odstotek, približno 1% ljudi je, ki nosijo genski zapis, v katerem je zapisano, da lahko spijo manj, pa se to ne bo poznalo na njihovem zdravju. Vseh ostalih 99% ljudi pa potrebujemo primerno dolžino spanja in primerno kakovost spanja, ki potem vplivata na naše zdravje. In pomembno se mi zdi povedati, da je to pravzaprav spremenljiv življenjski dejavnik, na katerega lahko posameznik vpliva, s tem, da si uredi, v resnici razmisli o tem, kako je spanje pomembno in potem vpliva na to, kdaj gre spat in kdaj vstane in kako spi.
Upam, da sva pripomogli k temu, končujem torej željo, da bi si znali vzeti čas tudi za spanje, ker je potem vse drugo precej preprosteje. Lepa hvala, gospa Brigita Zupančič-Tisovec, za vsa vaša pojasnila. Hvala za vabilo. Želim vam dovolj dolge in prespane noči, iz katerih boste črpali moč in zdravje za kvalitetno življenje po vaši meri. Hvala lepa.